Radio SI Main Stage. Leonard sestavljajo 4 že precej izkušeni glasbeniki, ki so vsak zase preigravali v različnih zasedbah in si naredili res dobro glasbeno podlago, katere rezultat danes je torej mariborska četverica, ki preigrava več žanrov in zdi se, da se z vsako novo skladbo vedno znova zaljubimo v njih. Zate spesnil sem nekaj besed in jih prišel pod okno zapet, da povem ti, da imam te rad in ob tebi počutim se mlad. Pred dnevi so se po skoraj 300 dneh na pravem odru pred pravo publiko predstavili na domačem dvorišču v Mariboru in predstavili album Vrh sveta, katerega izdelavo je zelo krojilo koronsko leto. Mi jim kot zadnjemu bendu pred poletnim odmorom izrekamo lepo dobrodošlico na Radiu SI Main Stageu. Radio SI Main Stage. Tako je, 48 minut, lep pozdrav, Sebastian. Pozdrav, lep. Slišal si, kaj je povedala Helena? Si boš čestital ali boš kaj spremenil? Ja, ful mi je bilo všeč, ker tako sem malo zrastal, no? Sem si napolno pljuča. Bi z veseljem še več, ne, ampak enostavno ne da ni časa. Z Borutom sva tukaj, da bova sedaj pognetla tole maso, Ja. ne Borut? Pa malce se morajo še dokazati na odru danes. Ja, ne? tako, Da bomo točno videli, tako. kako je tako na vrhu potem igrati. Da najprej razčistimo, radi večkrat poudarite, da ste Leonard, ne? Ne Leonard, ampak Leonard. Ne, Leonard, v bistvu z širokim E-em smo. Širokim E. Ja, širokim E-em. Se pravi, Leonard. strešica. Leonard. Ker vem, Leonard. da je bila neka štorija tam na začetku nastanka, ne? O nekem posebnežu iz Maribora ali kako. Ja, mislim, to je že dolga zgodba, ne bomo zdaj šla v to, ampak široki E, Leonard nimamo preveč radi. Leonard. Kako dolgo pravzaprav že vozite svojo zgodbo? Ja, zdaj pa je že kar nekaj časa, 6-7 let, odkar nas je v bistvu Andrej izbral skupaj z Bobno. Vsi smo se na videz poznali, ampak vsi smo že imeli neko kilometrino, ampak potem je Andrej rekel, jaz pa imam ene super komade, pa rabim ene izkušene rockerje, kakorkoli. In smo se tako našli, ne, in smo začeli nekaj preigravati, potem pa je to seveda preraslo, ne. Zraven smo še povabili vse te kako bi temu rekel, ljudi, ki so bili v vzponu, no? Ampak se še niso dokazali in potem je nekako tako zrasla ta Leonard zgodba in smo nekako zrasli v to, kar smo danes. Dejal si, Andrej, imate neko hierarhijo v bendu ali demokracijo? Ne, imamo demokracijo. Andrej je nekako še vedno motor, večino pesmi on idejno prinese na vaje, oziroma nam razpošlje te pesmi, malo preposlušamo, potem pa se lotimo z skupnimi močmi. Najprej seveda tako v mehaniki vse razšraufamo, potem pa vse nazaj sestavimo in potem nastane ta Leonard kemija. Ja, Veš, ampak veš, kaj se zgodi, ko razšraufaš, ne? Pa nazaj zašraufaš, ne? Pa ti ostane par šraufov. Ja, se to nič ni slabega, ne? Če ti ostanejo kakšni šraufi, zato ker lahko drugič ponutaš, ne? Ja, to nič ni slabega. Fajn je tudi, recimo, ko poslušaš, da glasba vseeno diha, ne? Da ni to za neki fino mehanika huda, ne? Ker ti, ko začutiš muziko, moraš začutiti, ne? Beat mora biti, melodija mora biti, ono tisto, ampak to mora biti tak clean, ne? Kot da greš plavat zjutraj v morje, se vržeš sveže, ne? In te mora sprostiti, moraš se imeti fajn, ne? Da ni za to, da ono detajle šraufaš nekaj, ne? V glavi, tako da. No, vse zaradi tega je v bistvu tudi vsaka izvedba, čeprav gre za isti komad, malce drugačen, ne? Na vsakem koncertu. Absolutno. Ko smo že bili pri šraufanju, mi smo oder dobro
pritrdili, ne, tako da danes dol ne boste padli, ampak na strehi ne, pa še verjetno niste igrali, ali ste? Ja, je tekla debata, če smo igrali in smo prišli do zaključka, da nismo. Tako da premjerno. No? Bomo razdevičeni danes. No, jaz samo priporočam, da stage divinga danes ne bi bilo, ker publike ni. Da ne bo to zadnji koncert, recimo. Ne. Glasbeni premor smo privoščili Irma in Brighter Ways. Radio SI Main Stage. Tole je Radio SI Main Stage, koncert ob 10:15, Facebook live stream, zdaj pa z nami v studiu Sebastian. Irma, sta Urška in Maša, obe sta že nastopili na našem Main Stageu kot članica zasedba Roommates oziroma Wicked Nation. Se glasbeniki povezujete, sodelujete kaj med seboj, tudi recimo z Mašo ali Urško, ali se poznate? Se poznamo, ja. Z Mašo bolj tak na videz, z Urško pa tudi tak osebno. Kakorkoli se povezujemo glasbeniki oziroma si želimo čim več povezovati, sploh na tej mariborski sceni je zdaj, se mi zdi taka zelo pozitiven vibe, no. V času korone so se glasbeniki združili in skupaj začeli iskati poti, kako bi se predstavili oziroma igrali, tako da je ta koronski čas je tudi nekaj dobrega prinesel, no. Se mi zdi, da se je malo scena združila. Vem, da tudi MK, muzičari, Hauptmann, Amaja, ta klan je tudi nam zelo blizu. Pogovarjamo se zdaj tudi z Vidom Turico, da bi začeli z njim sodelovati. Tako da ja, vse povezujemo, fajn je, no. Mislim, da zelo fine stvari nastajajo tukaj. Ja, čeprav ne, pred epidemijo je včasih se zdelo, ne, da je seveda konkurenca, kdo bo zdaj dobil nastop na odru, ono tisto. Potem je prišla epidemija, kultura je zašla nekako na stranski tir in kot se dejal, nekako ste bili primorani morda pomisliti na to, da se nekako sodeluje, da se scena nazaj postavi in s tem seveda tudi sam temelj za nadaljne nastope. Ne. Kaj praviš, Helena, ko je Sebastian govoril o tem povezovanju, je morda čas za kakšne nove Pepel in kri, recimo? Marija. Sedaj pa si prišel na en level. Potencijala je veliko, ne? Ja, zakaj pa ne? Mislim, mi smo za. Zakaj bi govorili skozi, ne? Imeli smo to, pa v starem roku je bilo to, ne? Ampak vse nove generacije, ne? Kot smo slišali, ne? Kot tudi pri Irmi se ravno ne sliši, da prihajajo recimo iz naših krajev, ne? Ja, pa tudi Leonard je že toliko časa na sceni, tako da ne, razmišljate kaj v to smer, no? Bomo razmislili. Naj bo to apel tudi ostalim izvajalcem. Ja, mi smo za. Čeprav ime benda recimo bi lahko bil tudi Špricer in poezija ali kaj tako. Lokalno. Koliko članov, torej vi ste 4, profesionalno se z glasbo ukvarja vas koliko? Ja, zdaj pri Leonardih sem jaz samo ukvarjam profesionalno. Ostali pa profesionalno na vajah, ostalo pa tudi še nekaj zraven. No. Je potrebno nekako preživeti, vse to sem ravno mislil. Ne? Mislim, zdaj je bilo, v koronskem času je bilo fajn, če imaš kaj, ne, druga še. Ampak smo nekako zgurali, no, to, tako da. Pohvalno. Gre naprej življenje. Tako. Ne, če smo že prej bili pri nekako akustični muziki, ne, pa pri kantavtorstvu, predlagam torej, kot si tudi poslal na seznamu Bob Dylana in Times They Are A-Changin'. Radio SI Main Stage. Bob Dylan, Times They Are A-Changin'. Nobelov nagrajenec za književnost, ne, sem svoj glasbenik, kantautor. Kako je, ko poslušaš Bob Dylana, ne? Recimo, če primerjaš, je kakšna navezave z Leonardi ali ne? Ja, zagotovo se vplivi se zagotovo slišijo, no. Jaz sem se od njega naučil, da od Boba Dylana sem se naučil, da v bistvu nič ni tako, kot je, no. Mislim, vse se lahko spremeni, vsak ima svoj pogled na, on ima tak zelo zanimiv glas, no. Mislim, eni sploh tega ne morejo poslušati, enim pa je to super, no. Pač, ne vem, kaj ampak bi vse rekel. tako je, ne. No, če nekako navežem z Bob Dylana, vi ste uglasbili Kajeta Nokoviča, ne, in Moje mesto.
To je bila kakšna stava, kakšna ozadja ali kakšna želja? V bistvu je bila želja, Ezel Egovci so nas kontaktirali ravno ob smrti Kajetana Koviča, da bi bilo fino uglasbiti eno njegovo. In moje mesto je bilo kot nalaž za to. Mi smo se tega nehvaležnega pravzaprav dela lotili in smo dali vse od sebe in mislim, da je odlično uspelo. Tudi tukaj na RTV centru smo snemali. Krasno, no? Mislim, krasno besedilo je. Naredili smo tudi tako malo himnično na momente. Pa tudi video spot nekako ste povezali, ne? Seveda. Z vsem skupaj. Dobro, Sebastian, hvala lepa za enkrat, da te pustimo še malce na oder povaditi. Ob 9:20 se ponovno oglasiš tukaj in takrat nadaljujemo. Hvala lepa. Hvala. Radio SI, Main Stage. Tako 9:25, ob 10:15, torej uživo Facebook live koncert zasedba Leonard iz naše strehe, ne, Sebastian, lep pozdrav. Lep pozdrav. Kitaro si znova prijel v roke, malce si se postavil na oder. Temperatura sicer raste, ampak kako je za rokerja stati na vročini? Kaj ti ne rečem? Mislim, pečica, ne? Pečenka. Zdaj vem, zakaj imate zadnjo oddajo pred počitnicami, ker se počutim kot krompirček. Da ne bi imeli koga na vesti, recimo, ne? ali pa da dokažemo, zakaj so festivali ponavadi zvečer, ne? Sploh tisti poletni, oziroma zakaj je bilo potrebno toliko blata narediti na tistem legendarnem festivalu. Leonard ste že nekaj let na sceni, tudi na playlisti Radia SI, in poprašali smo našega glasbenega upravljalca Maxa Gregorja, kako on vidi Leonard. Definitivno so Leonard eni izmed najbolj aktivnih mariborskih bendov, ki ne samo z izdajami, ampak tudi s koncerti zelo dobro prodirajo slovenski glasbeni prostor. Osebno pa so mi eni izmed tistih bendov, ki glede na glasbeno sliko našega radia zelo dobro se upadajo in so tako čisto iz prakse, da rečem en bend, ki ga je zelo enostavno uvrstiti v naše playliste. Zdaj veš, zakaj se toliko slišiš na Radio SI, ne? Super, mislim, sami dobri reviewji pa same lepe stvari slišimo danes, zelo smo veseli, super. Si slišala, Helena, kaj je povedal Max? Kot rečeno prej, ne, bi še lahko marsikaj dodal. Mogoče še z kakšne ženske perspektive, No, ampak prosim. to potem ampak to potem Nekaj pa lahko. raje v zaodrju. Aha, se pravi, Helena bo poslušala bolj tiste balade. Ja. Ja, to je moja generacija, to so fantje, z enim izmed njih sem tudi gulila srednješolske klopi. Tako da ja, me ne preseneča kakovost takšnega benda. Se pravi, ne, najprej boste zapeli Pojem zate za Heleno, potem pa bo Andrej rekel, danes me ni. In me tudi jutri ne bo. To je taka, ja, analogija, je super. Dobro, kar se tiče samega nastopa, kakšen playlisto ste še naredili, boste šli malo po improvizaciji, kaj je za pričakovati? Ja, nekaj z novega albuma, nekaj starega albuma smo naredili eno tako fine stvari. Akustično že nekaj časa zdaj igramo. Nekako nas je to potegnilo, dobili smo tudi enega, oziroma ne enega, pač Blaža Koreza na vokalih, zraven, danes ga sicer ni tukaj, ampak se nam je na zadnjih nekaj koncertih pridružil, tudi nekaj snemal na drugem albumu zraven, tako da doda eno tako ritmično plat. Tudi za živo je super, ker naredi večji šus, lahko malo zamigaš zraven. Se mi zdi, da nam je to manjkalo v prejšnjih letih, no, nekako smo dali bolj poudarek na melodijah in na vokalih, zdaj pa smo še dobili tisti drive, ki nam je manjkal, tako da. Tisto neko zrelost, ne, ki jo glasbene skupine dobijo z leti, kaj praviš? Ja, eno tako piko na i. Ne? In res, da malce zagruvaš. Ja, mislim, muzika mora gruvati, ne. Zdaj, želja vsakega muzičara je, da bi imel še potem seveda končna stopnja te zrelosti je, da imaš back vokalistke? Ja, 3 nigerke. Ne, ampak 3 nigerke morajo biti, ne. Ne samo 3 Razumljivo. back vokalistke, je še ena stopnja, pa je zadnja stopnja, je pa 3 niger back vokalistke. Ja, ker to pa je povsem drug aspekt glasbe, Ja, ne to je. to, kar je. Ja, potem pa bi že Ja. skoraj mogel žanr menjati, ne? Ja. Recimo.
Od Ray Charlesa tiste bi rabili. Ja. To pa je part 2. Part 2. Dajmo si privoščiti glasbeni premor, Magnifico in Sonce posijalo. Radio SI Main Stage. Tako Radio SI Main Stage od 10:15 naprej na strehi našega RTV centra zasedba Leonard. Zdaj smo poslušali Magnifica, Sonce posijalo, tretji komad po izboru benda oziroma po izboru Sebastiana. Magnifico je tam od stereotipa, bom rekel, kar prišel nekako čisto v drugo smer. Ne. Če bi zdaj Magnifico bil tukaj, recimo, bi imel kakšno vprašanje zanj, kaj bi ga vprašal? Lahko ga vprašaš tudi, kako bo preživel poletje, ne vem, se ni potrebno. Ja, to ga ne bi vprašal. Kaj bolj porednega bi ga vprašal, ampak dobro. Ja. Komu je sonce posijalo, recimo? Komu je sonce posijalo, recimo, ja. Kak dela take hite, ne, recimo, bi ga vprašal. No. Ja. Potem, ko bi ga take bolj poredne stvari, mislim, ne poredne tak, ampak Helena tako Čiste gleda. za pol 22 uri. Jaz imam en Za dober pol občutek, 12. kako bi recimo Magnifico reagiral. Ne? Zdaj, povabo bi te na tam, Ja, mislim, ja, da ja. v Tivoli. okolico Adlešičev, pod Vinograd oziroma pod Trto. Ja, In, to. Ja, in tam bi potem lahko Tam bi potekala dozorela še ena, šmarnica. tam tako, ja, še ena debata iz zaodrja. Ja. Nekaj takega, ja. Ja. No, ampak sama druženja, recimo glasbenih skupin, ko so še bili, bom rekel, neki festivali, koncerti, kako poteka to v zaodrju? Ne? Tak javnost vidi, sliši, da je tam veliko alkohola, pa hrane, pa ne vem, kakšna črtica se najde na mizi, ampak ne, kako se glasbenike med seboj družite v zaodrju? V bistvu vse, kar se sliši, je res, ne. In še kaj? In še kaj. Ne, mislim, prijateljsko vzdušje je, vedno se pozdravimo, če skupaj nastopamo s kom takim. Če se ne poznamo, se spoznamo, se imamo fajn, no. Izmenjamo mnenja, rečemo, da bomo še kaj skupaj ušpičili kdaj. In tak prijateljske vezi, no, takoj navežemo. Glasbeniki smo takoj, mislim, tako smo kot subkultura, no, pridemo pa se že vsi tikamo, pa smo že kar takoj frendi, zdravo, Vlado, Kreslin, ne. Mislim, takoj se zaštekamo, tako da vedno je fajn vzdušje, no. Kaj pa avtogrami, Helena, boš prosila Sebastiana za avtogram, recimo danes? Ja, nikoli ne veš, kaj čez 10 let lahko to pomeni, ne? Pa Kaj ne, lahko, da bi preveč oportunistično zvenelo, ampak eno vprašanje, ko se srečate starejši, bolj izkušeni in mlajši, kakšne so izkušnje tistih starejših? Slišijo vašo glasbo, jo spremljajo, vas spremljajo? Kakšne so tvoje izkušnje? Ja, mislim, večinoma nas vsi poznajo, no. Pa rečejo, ful dobro delate, samo tak naprej, ne se ustavljati, to nam starejši rečejo, samo rinite naprej. Pa bi rekel, da je to recimo vpliv radia, ker pač radijske postaje dajajo nekako težo vašim skladbam in skladbam vseh mladih, ki prihajajo za vami. Ja, seveda, mislim, radio je en izmed večjih virov, no. Mislim, nekako se na internetu se nekako to vse malo porazgubi, ker je res dosti informacij že v današnjem času. Radio je pa tisti, ko ga res poslušaš, ne. Nimaš nekih slik, nič ne blešči, reklame in tako naprej. In res poslušaš, kaj je nekdo audio naredil, ne, torej točno za to, kar je glasba delana za ušesa, ne za oči, ne. Tako da je fajn, mislim, jaz zelo rad poslušam, tudi vaš radio imam med prvima dvema. Ali pa na prvem mestu, no, to bom rekel, no, to sem hotel reči. Lepo. To je zelo lepo. In pa ja. jaz mu verjamem, no. Meni se zdi, da je povedal po resnici. Ja, lahko pol greva v avto pogledati. Evo, imam avto tudi parkiran, tako da gremo pol dol. Ko si že prej omenil, recimo Vladeka, ne, zanj je znano, on večkrat rad pove, da spremlja mlajše, ne, in to iskreno misli, ne, in tudi zaradi tega, če poslušamo recimo njegovo glasbo skozi vsa leta, nekako ostaja v trendu, ne. Tako da, kot si dejal, ne, da nimaš občutka, da pride neka starosta, pa reče mali, kaj pa ti veš, ne, kaj ti še kitare nisi imel v roki, ko sem jaz ne vem kaj igral, ne. To verjetno pač nekako vpliva, ne, na te, da ti pride nekdo, pa ti zviška reče, kaj, glasbenik, kaj bi rad, ne.
je neka razlika, če neka starost pride in se tikaš, kot si rekel. Ne? Pač najbrž je občutek malce drugačen. Ne? Najprej si poslušal čisto pravi gusar glasbo od Vlade Kreslina, pa si bil majhen, ne? Pa si gledal Poletje v školki. Točno to. Pa pride Točno Vlado to. pa reče, Smo vsi počeli, potem ja. pa pride Vlado pa reče, mali dober si, veš. Ne? Mali, Ne? Kaj pa samo pol? špilaj. Ne? In to je to, ne? Res je, to je, mislim, to je največja pohvala, no. Mislim, če Da te nekdo sprejme v svoj krog. recimo. točno tako, ja. Tako. Ja, no, bo pa Vlado Kreslin z malimi bogovi jutri v Ormožu, mimogrede. Tam bo Ja. ziher kakšnega malega Koncert. pohvalo. Ja, pa dobro. špricer bojo pili. Tako. John Mayer, Last Train Home je naslednje, pa prisluhnimo. Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage od 10:15 naprej, kot smo že večkrat povedali, seveda v živo iz strehe Facebook Live, do takrat, če bomo kakšno rekla Sebastianom. John Mayer, generacija, ne? Generacija zasedbe Leonard je odraščala v 80-ih, 90-ih, najbrž z MTV-jem. Res je. Kako gledaš na John Mayer, recimo iz teh časov MTV-ja, pa ta muzika, kako je vplivala na te oziroma na člane zasedbe na muziko? Neizmerno. Neizmerno, samo to lahko rečem. Mislim, takrat, če ni bilo interneta, snemali smo si oddaje na kaseto in si čakal, ne, in si stisnil 2 gumba, rekord pa play, Pa si prve 3 spustil, ne? pa si prve 3 spustil, pa si pol dal snemati, ali pa si celo oddajo nisi mogel poslušati, pa si dal snemati, ne, na kaseto. Tak, no, pol pa je prišel ta MTV, pol pa je tak bilo, mislim, to je bilo noro. Še imaš kaj kaset? Nekaj še imam, ja, nekaj še imam. Kaj pa player, da pleja te kasete? Tudi še imam, ja, samo ja, trenutno nimam, zvočniki so mi crknili na tistem starem playerju. Imam za plošče in za kasetofon imam še. Tako tudi jaz še imam enega tehnika z amorfno glavo, ne? AZ6 model, se spomnim, celo premoženje je takrat stal. Seveda. Ampak ko si omenil kasete, ne? Takrat smo mulci, ne, snemali glasbo z takratnega MM2, ne, predhodnika oziroma zgodnjih začetkov radia IC, ampak mojstri tehnike so takrat vedeli, kaj morajo storiti, da si mladina snema komade. Se spomniš, kaj se je zgodilo, ko si snemal komad? Ne. Ja, suhi džingl je priletel tam nekje proti 3/4 komada, ne? In potem ne, si hotel biti frajer, pa boš imel kakšno zabavo, pa imaš glasbo s kaseti in pol tam, 2 minuti in pol igra glasba, pol pa MM2. Ja. Pol pa Točno, imaš ja. zabavo in si rekel, glej ga, Sebastian je snimal in Baraba. zdaj je pa frajer. Tako da Ja. so vedeli mojstri, kako nam ponagajati, ne? No, ampak takrat še ne bi bilo posledic, ne? Dan danes pa nikoli ne veš, kaj se na kaki zabavi zgodi, ne? Kdo pride, kakšen nepovabljen gost, ne? In ti da. Ja, danes pa folk vrti glasbo z YouTuba in ker ni prijavljen, mu oglasi mu prekinejo to je playlist. groza, to je groza. In potem rečejo, kaj se pa z vami dogaja. Dobro, glasbeni premor, potem pa se še zadnjič oglasimo. The Other Favorites in pa Old Train. Radio SI Main Stage. Tako, še zadnjič se oglašamo s Sebastianom iz studia, potem pa ob 10:15 Radio SI Facebook live stream, koncert zasedbe Leonard, pol ure bo na voljo. Prej smo se pogovarjali o MTV-ju, ne? Morda so nekako, je MTV dan danes bil zamenjen morda strani, ne vem, socialnih omrežij. Kako ste, Leonard, kaj aktivni oziroma kako se razumete s socialnimi omrežji? Je to tista nuja, je to v redu? Ja, dan danes je že to nuja, ne, pravzaprav. Smo na tekočem, no, nismo zdaj skos na tapeti, ampak ko imamo kaj za objaviti, potem objavimo za tiste, ki nas spremljajo, da so informirani in tako. Laid back, nismo pa No, zdaj si- influencerji in šibamo skozi te poste, no. Da bo vsako minuto recimo, ne, pa kakšno smešnico, pa fotografijo iz plaže, da že komaj čakaš, da se boš vrgel v vodo ali kaj takega, ne. Si lajkala kaj že kakšen post od Leonarda? Meni se zdi, da jih skozi lajkaš, no. Ne, lajkam jih na en drugačen način, vse veš, v zaodarju. Jaz in družbena omrežja imamo tako malo love-hate relationship, evo, priznam, pač
ne gre, ne spadam k tej generaciji. No, vsekakor bomo mi danes pošerali, ne? Pa še kako. In to Facebook live stream koncert. Kakšno vprašanje pa še imamo, ne? Absolutno. Pripravljeno za Sebastiana, enih par hitrih. Ja, hitrih, pri katerih. Hitri in drzni. Ja. Zdaj pa prisluhni in ubogaj Helena. Tako. Ne preveč razmišljati, prva stvar, ki ti pade na pamet, ni kazni. Ful sem slab v tej igri. Ja, če ne boš pravilno odgovarjal, ti Simon prime za vrat in odstrani izpred mikrofona. Evo, tako. Tega si ne želimo. Pa dajmo. Če bi izbiral prizorišče za Leonard, katero bi to bilo v Sloveniji in katero, če bi zapikal puščico v zemljevid sveta? Križanke pa Red Rocks. Kako je videti tvoj oziroma vaš jutranji ritual? Jaz za druge ne vem, ampak... Kaj pa kot band, če ste kje? Aha, to je danes, ne? Jutranji ritual. Ja, zelo družinsko naravnan. Najprej moramo otroke razvoziti v vrtec, kar je še bolj stresno kot normalni dan. Tak da, ja, mislim, fajn, no. Zdaj pa smo se fajn dobili, pa smo uživamo zunaj, smo tudi dobili te krosante in kavico in smo čisto na easy. Perfektno. Kdo v bendu je največji romantik in kdo realist? To pa je težko reči. Ja, Marko se mi zdi, da je oboje, no. In romantik in realist. Ne vem, mi dva z Markotom smo to nekako si razdeljujemo, ta dva pola. Mogoče sem jaz kar tisti, romantik, no. Marko pa je... Martin je največji realist, on je zelo tak, mislim, ful je social, ampak ko pa je treba nekaj zrihtati, pa ono, tako, se vsi smejo. Kaj zdaj gremo? Gremo zdaj, prosim, čez 5 minut imamo tonsko, onega še moram vmes poklicati, pa še nekaj bom naredil, nekaj še hitro na računalniku, pa tako da je kar... No pa Andrej vas kakšno pogodbo tudi lahko, ne? Ja, pravnik pa le, ne? Drugače pa si delite kakšno skupno aktivnost vsi štirje? Ne vem, igrate zvečer košarko, nogomet, pikado? Karte ob pivu in cigaretih, recimo. Ja, ne hodimo skupaj na šport, no, nekako nismo neki hudi športniki, bivši športniki smo bolj vsi, no, tako občasno, no. Kaj pa Valata si že zaigral s prijatelji? Valata? Ne. Torej ne. Kaj pa, če bi te kakšna športna organizacija povabila, da naredite himno? Za katero prvenstvo bi to bilo? To nas je pa že, to pa me je že, ja. Aha, to je... In to je bilo tukaj v tej hiši, ko smo snemali za mariborske odbojkarje. Himno, njihovo odbojkarsko. Moje mesto smo tudi snemali, tako da, ja, še pričakujemo to v prihodnje tudi, ja. Smo aktivni na tem področju, no. Ko grem na tekmo v Ljudski vrt, pa slišim, med polčasom sedimo s kolegi, popijemo pivo, pa se začne moje mesto vrteti, pa tako, čuješ, to ti poješ? Ne, reči, res. Je mogoče kakšna stvar, ki jo o tebi ne vemo, pa bi jo lahko izvedeli? Niti ne, no. Niti ne. Ne boš pozdravil vse, ki jih poznaš? Ne. To smo že, bomo se spet vrnili na kasete nazaj. Knjiga, ki si jo nazadnje prebral? Poleg pravljice za lahko noč, seveda. Ja, teh je zdaj največ, ja. Nekako mi ne uspe prebrati kakšne debelejše knjige, no. Ko sem bil v šoli, sem več bral, no, pa v srednji šoli, ko nisem imel toliko obveznosti, zdaj pa mi glasba večinoma preko časa požre, preko vseh obveznosti, tako da v bistvu ves čas preživim z družino, pa s psom, pa z sproščanjem v naravi, recimo. Drugače pa mogoče kakšno čtivo splošno, ki pa bi jo priporočil? Ja, zdaj mislim, kaki priročniki, no, za duhovno rast, ampak ne zdaj taki, ne, pocket varianta za... To je ona ne instant, ne? Duhovna rast, veš, kot zaliješ z vodo in potem zraste. Ja, ko samo zraste. Tega je danes preveč. Tega je malo preveč, ampak imamo pa knjižno polico doma, ki je čaka velika knjižna polica, pa tudi
Zdaj, pred nekaj dnevi je žena naročila spet. Ona je filozofinja in zgodovinarka. Vidiš, yin-yang ima doma. Ne? Yin-yang. Yin-yang. Ja, in naročnik torej obstaja. Ja, ne? čakamo. Zaenkrat se še na samo boljše prah čase. briše. ja. In mogoče še zadnje, če bi na ulici srečal danes sebe 15-letnega, kaj bi si svetoval? Delaj, kaj si želiš. To je to. Ja, čudovita popotnica, To je tudi res. ob zaključku šolskega leta. Tako. Bodi to, kar si, vzami spričevalo, briši si rit z njim in nadaljuj po lestvici uspehov, kot ti pravijo v življenju. Ne? Ampak jaz mislim, da si dobro povedal, ne pač delaj to, da si nekako v sabo v stiku. Ne? In pri glasbi najbrž je tako. Ne? Najprej moraš ugotoviti, kaj si sploh želiš. In zato Potem si je pa- potrebno vzeti čas, ne? To pa absolutno ne. Kaj si želiš delati, potem pa vse sile usmeriti v to in to delati s polnim šusom Tako. in srcem. Jaz mislim, da smo vse povedali, da smo do dobra zagreli poslušalce, da ob 10:15 štarta zasedba Leonard. Dober špil želim, fantje. Hvala lepa. In vi se pa seveda priklopite na Facebook live stream. Radio SI Main Stage.